Kultura, še zlasti pa jezik in slovenska pesem so bistvo in žitje našega naroda. V slovenskem porabju ob skrbi za jezik in kulturno dediščino tako dajo še poseben poudarek slovenskemu kulturnemu prazniku. Let tega so proslavili v gledališki dvorani v Monoštru. Organizatorja, Državna slovenska samouprava in Zveza Slovencev na Madžarskem, pa sta ga namenila tudi praznovanju 25-letnice delovanja Državne slovenske samouprave ter 20-letnici delovanja Radia Monošter. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač je v nagovoru poudarila pomen in vrednote predvsem ljubiteljske kulture, tako za posameznika, kakor družbo in slovenski narod v porabju. Da se je ohranila in razvijala slovenska nacionalna in kulturna identiteta, je zasluga vztrajnosti in odločnosti naših prednikov. Ob robu dogodka je povedala: Kultura je tista, ki nas povezuje, obenem pa tudi kultura je tista, ki nas identificira, oziroma kultura in jezik, da smo Slovenci. In tudi moramo dejansko pokloniti se pred kulturo in današnja prireditev je prav namenjena temu. Odločili smo se tako, da bomo prireditev zorganizirali skupaj, 2 krovni organizaciji. Na sami prireditvi bodo nastopali tako otroci naših osnovnih šol, kot tudi kulturne skupine odraslih, katere pa delajo pod okriljem Zveze Slovencev na Madžarskem. Jaz sem mnenja, da takrat, ko govorimo o kulturi, v našem primeru moramo poseben poklon tudi dati ljubiteljski kulturi, zaradi tega, ker prav ljubiteljska kultura, naši pevski zbori, folkloristi, gledališčniki so bili tisti, ki so ogromno naredili pri ohranitvi kulturne dediščine slovenske narodne skupnosti tukaj v Porabju. In seveda kultura je pa tudi nekaj sodobnega in zaradi tega je tudi sam scenarij narejen tak, da imamo performans, ki je pa prisotno vse, kar je kultura. Ampak če gledam malo okoli, bi lahko rekli, kaj ni danes del kulture. Vse, sploh pod našo delo, zaradi tega, ker karkoli delaš, karkoli delajo naše krovne organizacije, delajo z namenom, da prispevajo k ohranitvi identiteta in jezika slovenske narodne skupnosti tukaj v Porabju. Dogodka so se udeležili številni visoki gosti iz družbeno-političnega življenja Madžarske in Slovenije. Zbrane je med drugim nagovorila Olga Belec, državna sekretarka na Ministrstvu za Slovence v zamejstvu in po svetu. Podelila je 2 priznanji. Zahvalni listini Radio Monošter ob 20-letnice delovanja, ki jo je sprejel Francek Muhič, direktor radia, ter Martinu Ropušu, dolgoletnemu predsedniku Državne slovenske samouprave ob 25-letnici delovanja te ustanove. Prisotnim je spregovoril slavnostni govornik Mikloš Šoltes, državni sekretar za cerkvene in narodnostne zadeve pri uradu predsednika vlade Republike Madžarske. Poudaril je zelo dobro sodelovanje z odgovornimi v Sloveniji, še zlasti glede prihodnjega zagotavljanja gospodarskih in družbenih pogojev, da se ohrani in razvija slovenska in kulturna identiteta v Porabju. Predvsem je mladi generaciji potrebno omogočiti hitrejši in lažji dostop do vsebin, kajti opaziti je pomanjkanje kulturne zavesti in s tem tudi potrebne samozavesti. Državna slovenska samouprava opravlja svoje poslanstvo že 25 let. Predsednik Karel Holec je izpostavil, da kulture ni mogoče samo podedovati, ob tem pa pozabiti na bistveno, da nam bo kultura v prid le, če bo vsemu temu stala ob strani naša zavest in ljubezen. Zato pa jo je potrebno na vsakem koraku, pri vsakem dejanju vzgajati, negovati in žlahtniti. Kaj pomeni kultura za ljudi, ki živi tod? Karel Holec. Tukaj v Porabju, porabski Slovenci, mi če gledamo kulturo, lahko se meri, zato ker nam kultura pomeni tudi obstoj porabskih Slovencev. Zdaj, če je mera kultura jezik, je to tudi lahko se meri, da čim manj porabskih Slovencev je. Tako nam kot državno-slovenski samoupravi je zelo, zelo pomembna kultura in s tem širimo tudi ni samo jezik, kulturo, to, da še 10, 20, še dosta let naj še ostanejo tu porabski Slovenci.
Tako, zdaj, če gledamo v tem trenutku, zelo dobre pogoje imamo, nam pomagajo kot matična država, kot Madžarska, kot politiki, funkcionarji, vsi. Zdaj smo samo mi tisti, kateri moramo se brigati in delati na tem, naj se ohrani porabska kultura, naj ostanejo porabski Slovenci še dolgo let. Če se Porabje razvija na gospodarskem področju, zdaj bomo imeli možnost, je te gospodarski razvojni program in to, da mislim, pa upam, da zelo vplivalo tudi na kulturo, na porabske Slovence. Drugo pa to je eno, drugo pa je še pa, to se moramo v šola, doma brigati, naj se ne pozabi naša kultura, naš jezik in moramo, ni samo kot jezik pa kultura, moraš identiteto, moraš dušo imeti za to. Zdaj, če samo se učiš, jezik je dobro, zelo dobro, ampak moraš imeti več, moraš imeti dušo, ko si Slovenec, moraš čutiti. V bogatem in inovativnem kulturnem programu so nastopili šolarji in dijaki dvojezičnih šol v Porabju ter kulturni ustvarjalci pod okriljem Zveze Slovencev na Madžarskem. Kultura je bila, še zlasti v zamejstvu, zmeraj na preizkušnji in zmeraj znova vstaja kot ptič Feniks iz pepela pogorišč in nemarnosti. Živa govorica ljudi, ki so z ljubeznijo in zavestjo njeni. Vsak dan jim moramo povesti in zasluženju priznati veljavo. Vračajmo ji kjerkoli izgubljeni čar in zanos. Tudi ona, saj ženskega spola, to potrebuje. Tudi ona, skozi vekove naša sopotnica in rešiteljica, si to zasluži.